V notranjem stoji vas Vrh po imenu. V tej vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen človek. Bil je neki tolik, da ga ni kmalu takega, dela mu ni bilo mar, ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tistikrat ostro prepovedano. Pazili so ga mejači, da bi ga kje nehotoma zalezli. Poštenega boja z njim so se bali ravno tako, kakor pozneje Štempiharja. Krpan se je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli do živega. Na lep majski sobotni dan sva se dva avtomanijaka odločila, da greva raziskovat kraje iz Krpanove legende. In kot nalašč je bil avto za take terene Mitsubishi Outlander s posebnim črnim paketom, ki mu daje malce bolj odločen ton. Če bi bil Martin Krpan danes prevoznik v teh krajih, bi izbral nekaj takega in ne on, pač pa cesar bi bil tisti, ki bi se mu umikal z ceste. Petelinsko jezero, presihajoč rezervoar vode, ki je v tem času suh, jeseni in zgodaj pomladi pa zna biti tu čudovito vodno okolje. Nedaleč stran pa je še manjše Palčje jezero. Ne pozabite, kaj so vas v šoli učili o kraških pojavih. Ti so tu živi učbeniki. Na vrhu nas je pričakala cerkev Svete Trojice, tista ta prava, ki jo omenja pripovedka o Krpanu. Pred leti je bila iz ruševin izjemno lepo obnovljena. Kljub sončnemu dnevu je čez vrh vlekla burja in na trenutke je zeblo do kosti. Ampak razgled pa tak, da vzame dih. Od Snežnika na levi tja dol do Kvarnerja, kjer brez težav vidimo Učko, pa potem naprej čez Kras do Nanosa na desni, iza katerega sramežljivo kukajo Soške planine, še bolj desno pa so povsem razkriti Julijci in mogočni Triglav. Nad Postojno je v zraku nekaj jadralnih letal, kar se pač spodobi za tak dan. Pa tudi izletniki nismo edini. Če bi šli Svete Trojice nazaj na drugo stran, pa pridemo na Cerkniško polje. Še ena lokacija našega izleta je bila v načrtu, grad Kalc. Od njega je danes ostal le še stolp, na začetku pa je bil grad, ki ga je opisal tudi Valvazor, v lasti rodbine Štemberg, pozneje pa je še večkrat zamenjal lastnike. Konec 18. stoletja ga je kupil Matej Vilhar, prednik slovenskega skladatelja, pesnika in domoljuba Miroslava Vilharja. V letih med 1858 in 1961 je tu živel prav Fran Levstik, ki je poučeval Vilharjeve otroke. Martina Krpana nismo srečali. Danes tovrstni posli potekajo drugače, ampak ni ga vraga. Nekaj te pogumne duše pa ima ta Outlander. Ta črna izdaja Black Edition daje poseben dodatni pečat individualnosti in vizualnemu vtisu japonskega srednjega velikega terenca. Osnova je priključni hibrid s pogonskim sklopom Twin Motor in 4-kolesnim pogonom. 2,4 litrski bencinski motor ima za družbo še 2 elektromotorja, po vsakega na eni osi, sistemska moč sodobne Krpanove kobilice pa je 225 kW, 306 konjskih moči. Elektronika skrbi za optimalni prenos na kolesa, s čimer se voznik ne rabi ukvarjati. Super All-Wheel Control, kot se sistem imenuje, se ukvarja z vsakim kolesom posebej, tako da avto zelo težko zdrsne, pa naj bo na asfaltu, pesku ali pri plezanju po apnenčastih kamnih. Kaj je že tihotapil Martin Krpan? Angleško, sol, soliter, se razumemo. Minister Gregor pa